Živ, danes pa imamo za spremembo od rastlin pa od posevkov, ampak brez skrbi, tudi stroje modivali. Stojim na strniš, ampak ne na WC-je, na požet njiv. Danes bomo pa malo pogledali, kako se tole zemljo da obdivati, pa kva se da pa gor kaj usijati. Spredi tale rdečko, McCormick X6, 440, 140 konov, pa s VT Drive menjalnikam. Gor bo pa tale Gruber. Agrotom, poljska, robustna zadeva, na 7 nog. To se pravi 7 vzmetenih nog ima. Tlele so fedre gor, če ne raj imaš nekakšno skalo ali pa kaj takega, da se poj odmakne, da ne odbiješ raufa, ampak se odmakne pa nazaj skoč. Po so pa tele narejene na lastovke. Itak je več opcij, to se pravi, kaj imaš tam tisto nogačo dol, lahko imaš tele lastovke, ampak po Sloveniji mislim, da je to najbolj tole upevan. Od 10 ali pa do 20 cm nek se ga da od las spraviti. To se pa štela s ta zadnjim valarjem, oziroma tilen cilindrom. Je pa tudi tako, Gruber mora biti sam po sebi dosti težek, da sploh zleze v zemljo. Tlele že zlezel, zato ker je itak ponovadi požitimo bolj taka rahla zemlja. Za telem nogačem se pa je tudi tel rahlalna diska, v glavnem v en vrsto postavljam, pa nekako premišljen zamaknen, zato da se flet ne posebej prekriva, pa da lepo zabrska. Zadaj imaš pa tudi več opcij valarjev. Tlele je tale gor, ki je mišljen bolj za peščeno zemljo, tale delovna širina 3 metre, pa imaš pa mislim, da od 2 metra naprej pa gor. Sama teža prav tega modela je tono 460, opcija je pa tudi sjavanco gor natakniti, ampak tega danes nimamo. Bomo sam zemljo oddelali, pa je pa treba naknadno še ali sam sjavanco čez leteti, ali pa s kombinacijo, da imaš recimo vrtavkasto brano pa sjavanco, da imaš poj tipi top zemljo zrihtano. Tale poljska firma ima drugače cel kup enih produktov, komplet za obdelavo tal, trusilnike za umetni gnojil, pa še. En kolega je bil gor na Poljskem, v firm not, bom zdajle prlimo malo slik, kako je to izgledal. Situacija je taka, zemljo smo majhno obdivali, pa tako je. Jaz v mašini znam marsikaj povedati, v semen pa bolj zank. Zato imam pa tlele zraven Aleša, pa on majčkeno več povedal, je te prav majster, živ? Živ. A je tole že dosti obdelana zemlja, da grem jaz kaj sijat not ali ne? Ja, drugače je že kar v redu obdelana, sploh za kakšno zeleno gnojenje, za organsko gnojenje. Vlaga v tleh je odlična, tako da tukaj je vznik zagotovljen. Če bi pa hotel kakšno enoletno ali pa celo kakšno mešanco za večletno rabo vsijati, bi tudi še nekako šlo, če bi imel en tak težk valar, da bi to fajn zglihal. Če bi pa bil natančen, da bi hotel res v nulo narediti, je pa fajn, da bi tole šel čez še s kombinacijo vrtavkaste brane in sejavnice odzad, pa potem zavalal, pol bi pa to bilo res v nulo. Pa dek sva lik prvo zelenitva. Prvo kot prvo vredno je to dobro za podor za zelen gnojenje, ako bi temu rekel organsk. Plus to, da je povezan tudi kva zakonodaja oziroma za subvencije, kaj veš to. Pri subvencijah je zdaj precej pomembna ta zelena komponenta, bi lahko rekla, se pravi zelenitve. Prek zime večinoma njive morajo biti ozelenjene ali pa vsaj do zime. Tukaj je treba precej pozornosti postaviti, ampak prav za vsako potrebo imamo pri Agrosajovic ustrezno izbiro. To so specifike, ki se lahko naknadno menimo. Sploh kmet, ki nima veliko živinoreje ali pa če nima živinoreje, mu manjka organske mase, z zelenitvijo, se pravi z setvijo po žitu, lahko pridobi precej organske mase v tla, lahko pridobi na vsebnosti dušika in sami strukturi tal. Pa še plevelov se znebi, ki po strnišu se prav hitro razrasejo. To je siguren sam plus subvencije gor ali pa dol. Dajmo pa povedati recimo prav na primere, kot jaz sem klasičen kmet slovenski, ki gnoj gor pa to navozim, kakšen žakelj naj odprem pa ga naj posejem. Dej, če imaš 20 glav živine, pa če imaš samo par hektarov zemlje, je pomemben, da se ti dosti futra pridelaš. In po žitu, če imaš se pravi toliko zemlje, da si lahko žito sijal, je dobro, da pol vseješ kakšno mnogocvetno lulko ali pa mogoče trajno zadevo za košnjo.
Če imaš pa zemljo nekoliko več, je pa fajn, da vseješ kakšno zadevo za ozelenitev. Tukaj imamo pa tudi precej izbire. Prezimne in neprezimne. Tiste, ki so neprezimne, čez zimo propadejo, kakor pride temperatura pod minus, to propade. In spomladi je to enostavna, lahka obdelava. V tleh pa ta organska masa, prej, ki je bila zelena, razvija precej močan koreninski sistem in nam to zelo dobro zrahla zemljo, naveže dušika. Če pa imamo, se pravi, zadevo, da nam zeleni prek zime, to so pa predvsem kakšna inkarnatka, tudi mnogocvetna lulka. Ko res smo tam mnogocvetna julka, a je tudi malocvetna julka, a je samo mnogocvetna julka? To je slovenski ime latinske sorte Lolium multiflorum. To je pač sorta ene lulke, imamo več različnih lulk. Mnogocvetna lulka je sorta, ki je izredno dober prezim, tako da to je precej pomemben. Če bi bila huda zima, bi edina tista, ki bi lahko prezimila, je verjetno mnogocvetna lulka med enoletnim lulkam. A pa je ful odporna? Je dosti odporna na zimo, ja. Mnogocvetna lulka nam da res veliko krme v prvem odkosu, ki je dokaj siguren, kajti spomladi imamo ponavadi dosti padavin, to res zrase veliko kvalitetnega futra na ta način pridelamo. In če imamo kvaliteten futer, pa lahko tudi mlečnost izboljšujemo, drugače pa težko. Zdaj sem pa jaz zgabljen, zdaj pa tukaj ne žaklo, tukaj ne barv velikosti. Daj me povej, kaj je to. Ja, kot vidite, pri podjetju Agrosajovic sodelujemo z več različnim firmam, tako da res dobimo ali pa sestavimo ta pravo sestavino lahko za kmeta, za njegove različne potrebe in tipe tal. Tukaj imamo firmo DSV, to je nemška firma, market leader v Nemčiji, največji žlahtnitelj in prodajalec različnega semenskega materiala, predvsem na področju trav. Tukaj imamo mešanico Country 2059. To je mešanca, ki vsebuje neki detelje, neki lucerne, tako da je primerna tudi za malo bolj peščena tla, za težje pogoje, kar se tiče potrebe po vodi. Daje odlične pridelke beljakovin in količine krme. Lina, ma to priporočaš ali bo kaj drugega maraj za me dal? Za tak teren, kaj tlela? Kolikor vem, imaš ti malo težje tla? Ja, peščen, dokaj peščen. A peščen? Ja. To bi bila odlična zadeva za hteb, če imaš malo bolj peščena tla. pH mora biti v redu, da lucerna dobro rase, pa to super dela. Sem na Ljubljana videl, midva so takrat sjava že nekaj let nazaj, Niva 2 mislim, da je. Ja. Tisto sem tudi z Grubarjem usijal direkt, to je pa še danes super rase. Ja, tisto je res dobra mešanca Niva 2. Tudi za bolj peščena tla zanimiva. Če so pa tla z malo boljšo vodno kapaciteto, pa sploh dajo boljše pridelke zaradi same oskrbe z vodo. Travnik s črno deteljo je pa ena taka univerzalna mešanca, ki jo lahko sejemo na kjerkoli tip tal, zaradi zelo pestre travne sestave, ki jo ima noter različnih sort, različnih vrst. Neki črne detelje, da nas dobro oskrbuje z dušikom. Tako da to je mešanca ena najbolj popularnih v Sloveniji za trajno zatravitev za več let, tudi za 5 let. Pa imamo tukaj belo gorjušico. Bela gorjušica je kot najcenejša ozelenitev. To nas pride zelo poceni na hektar, ozelenimo, kar nekaj organske mase si pridelamo, čez zimo pa zadeva propade. Pa imamo pa še tukaj mnogocvetno lulko Nana. Ima izredno dober razmerje med kvaliteto in ceno, se pravi za zelo ugodno ceno dobite res dobro kvaliteto mnogocvetne lulke. To pomeni več beljakovin in sladkorjev, se pravi energije, kar je zelo pomemben za mlečnost krav. Pa tukaj odzad imamo pa še sorto Melquatro. Melquatro je pa tista, bi rekel, premium, mnogocvetna lulka, ki pa res da nekaj več. Koliko kil na hektar se to ponovadi vse je? Kakšne so kaj cene? Tako kot sem prej omenil, če hočeš en kompromis med res dobro kvaliteto in ceno, je sorta Nana, ki si prej sprašal za subvencije. Kolikor vem, mora biti dvokomponentna ozelenitev, se pravi, je treba dodati neke inkarnatke noter. Moj priporočil, kar sem jaz doma videl, mi mogoče najbolj ustreza 10 kg inkarnatke, 40 kg mnogocvetne lulke, se pravi nekoliko gostejšo setev, 50 kg na hektar vse skupaj, mogoče pride kakšen evro dražji, ampak na koncu imamo dober sklop. To lahko naredimo z sorto Nano ali z sorto Melquatro. Kaj pa za trajne travanke? Pri trajnih travnikih imamo pa res neskončno izbir. Prvo se moramo odločiti, na kakšen tip tal hočemo sejati neko določeno travno mešanico. Če imamo res peščena tla, tukaj brez pasje trave ne gre, se pravi velik delež pasje trave mora biti v mešanici. To omogoča mešanica 2048 od DSV-ja, kjer je res narejena za tiste najtežje pogoje, se pravi peščena tla. Lahko dodamo neki detelje zraven. Če so tla res peščena, je priporočljivo dodati lucerno, ki nas še oskrbi z beljakovinami v futru in z dušikom v tleh. Če pa imamo nekoliko boljša tla, pa lahko gledamo, da imamo nekaj več travniške bilnice, trpežne lulke. Trpežna lulka je tista najbolj kvalitetna trava, vendar v naših pogojih 3., 4. košnja čist poklekne, 1., 2. pa lahko res veliko naberemo.
kvalitetnega futra, pa kakšna črna detala zraven. Dober primer za težje tla je na primer setev mešance Niva 2. To se pravi, imaš po opciji to malo morje. Vsak ima specifična svoja tla, način uporabe, a bo siliral, a bo sušil, a bo pasel, a bo imel za futer. Nekaj se da prebrati na naši spletni strani, drugače pa tudi prek telefona se lahko marsikaj pomenimo. To se pravi, najboljše mene zanima, ali pa kakšnega drugega kmeta, da se kar tebe pokliče, malo za svetovanje pa to, ker tole vidim, da je noro. Drugače pa kaj še omenim, da je lansko leto, ko smo sejali kokice, smo jih tudi pri njemu vzeli oziroma pri sajevcu. Čez let smo ugotovili, da tudi za kokice obstaja cel kup enih sort. Bom eno sliko celo nalimal, ker se že vidi pojka počev, koliko so različne. Tako da to glede teh semen pa to je noro, kaj to stvarajo, kaj to devajo, kakšne variante to skupaj mešajo. Na tem področju grejo stvari zelo naprej, tudi veliko denarja se v žlahtnjenje obrača in škoda bi bilo, da tega tudi slovenski kmet ne bi pokoristil. Kdaj pa se recimo kaj seje? Ja, za organsko gnojenje, kad imamo mešance humus 1, humus 2, tam lahko sejemo že takoj po žetvi. Tisti je dosti uspešno, že takoj tista talna vlaga po žitu jo seme ponuca in skali. Če pa hočemo nekaj za futer sejati, je pa najbolj, da počakamo na 15. avgust, kjer so noči nekoliko daljše, plevel je manj agresiven. Tak nek do 15. septembra je tisti res odličen termin za setev, tako za novo setev na njive, kot za dosijavanje v travanke. Pa k svalih pri temu, pri semenah, kva če šlo še malo na žit? Za žita pa najbolj, da pove naša Tina, ker ona je specialistka pri žitih. Pa da moramo vprašati. Tina, živ? Zdravo. Ti dajmo mi tako začeti. Ječmen, tritikala, pšenica, to je jaz to, kar vem. Daj pa ti malo več povej, kdaj se kaj seje, kva se seje, kako se seje. Ja, zdaj ta prvi pride ječmen, imaš dve variante, lahko dobiš dvorednega, bordeaux, zelo dobra sorta, veliko slame, veliko pridelka. Če bi pa rad kaga večrednega, je pa dobra finola. Pšenice imaš različne, za krušno, krvno kakovost. Ko pa zašrotati? Zašrotati sta pa zelo dobre Monvizo. Monvizo tudi lahko doseže krušno kakovost, ima zelo visoke pridelke, tudi najboljša na nevtralnih poskusih. Ali pa Solindo, tudi taka zelo dobra krvna pšenica. Od tritikal imaš pa potem Casino in pa Naso. Obe zelo visoki, z visokimi pridelki, praktično za vsa tla. Kako pa tako nasploh, ali pa kaj da je v teh cajtih popularno? Zelo veliko se seje in ječmena, tritikale, zdaj tisti, ko hoče res veliko slame, potem seje tritikalo. Za krvne obroke so v bistvu pomembni vsi. Tritikala je tudi zelo dobra, zato ker je bolj odporna na bolezni. Če bi pa rad imel takoj pridelek, že pred začetkom julija, pa seješ ječmen. Pa je tudi malo odvisno, koliko se dmadi. Ja. Zdaj, tritikala je tudi v redu za kakšna bolj kisla tla oziroma slabša tla. Če bi pa rad na teh tleh posejal pšenico ali pa ječmen, je pa fajn, da v bistvu poupniš, apno pa tudi dobiš pri nas. Tudi? Ja, pri nas lahko v bistvu dobiš vse, ves repromaterial, semena, gnojila, apno. To se pravi, da imaš vse parcele posejane, ni problema. Ja. Pa rasajevce. Pa še gruber, pa še traktorje, pa ni da ni. Ni da ni. Ampak to ima pa kdaj drugač. Še kuhne zrihtam. Kva zrihtate? To bomo pa drugo zvedeli, kva zrihtajo. V glavnem, če kakšnega kaj več zanimal, glede svetovanja, semen, tudi mašin, se obrnite kar na Agrosajevica, tlele nek bom podatke nalimal. Pa bomo pa še drugo še kaj več posneli, ma kar dosti izbire. Tako da, to je to. Živ! Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gor, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!